Med 211 občinami v Sloveniji je le 17% takšnih, ki se lahko pohvalijo s sprejetim temeljnim prostorskim aktom občine. Svetniki so sprejem OPN-ja proslavili tudi s kozarcem šampanjca. Dejansko ocenjujem za velik uspeh, tako kot je že svetnik rekel, da je to zgodovinski trenutek za občino Šmarješke Toplice, ker se čaka na gradnjo in na pozidalne načrte že 20 let. Nikoli niso vsi zadovoljni, nikoli ne bodo vsi zadovoljni, ampak v glavnem je pa to sprejeto in razvoj je možen v celi občini, da so imeli ljudje razne zahteve, ampak ministrstva so dala svoje soglasje, preko katerih ne moremo. Postopek priprave OPN-ja so začeli že leta 2006 v tedanji mestni občini Novo mesto. Po pripravi predloga občinskega prostorskega načrta februarja lani pa je občino čakalo še dolgotrajno pridobivanje približno 40 pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora. Dobršen del občine je namreč pod okriljem različnih varovalnih režimov. Vse, kar je skozi strokovna načela, skozi zakonodajo bilo možno v samem predlogu potem tudi prikazati, vse tisto je bilo ugodeno ljudem. Tudi za naše občane je omogočenih nekaj novih stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, čeprav s tem, bom rekla, izplenom nismo najbolj zadovoljni, ker smo si želeli še več stavbnih zemljišč po vaseh, da bi se naše vasi lahko še bolje razvijale. Novih stavbnih zemljišč, vključno s cestami, je v OPN-ju za dobrih 120 hektarjev. Med strateško najpomembnejšimi projekti v občini pa je tudi širitev osnovne šole in vrtca v Šmarjeti. Vsekakor smo zelo zadovoljni, da nam je uspelo spraviti v ta nov prostorski dokument skoraj 10 hektarov zemljišč za storitveno, poslovno, industrijsko cono v Dolenjem Kronovem, potem nova stavbna zemljišča za nov hotelski kompleks Klevevš, ki bo omogočal 200 novih delovnih mest v tem prostoru. Poleg razvoja vseh večjih naselij v občini pa OPN po besedah županje omogoča še legalizacijo zidanic in nadaljnji razvoj zidaniškega turizma.